Pozdravljeni v še enem MCC-evem podcastu MCC vam pove. Z mano je danes Žiga Kukovič. Pozdravljen, Žiga. Zdravo, zdravo. Žiga je zelo uspešen TikToker. Se lahko temu tako reče sploh? Lahko. Veliko dobim teh vprašanj, ja, lahko se tudi tako reče. Ok. Kaj pa je? Obstaja kak uraden naziv mogoče? Ne, da bi jaz vedel, vsak malo po svoje pove, ampak je vse sprejemljivo. Dobro, ok. Zdaj, mogoče za tiste, ko niso toliko blizu s to zadevo, kaj zdaj pravzaprav sploh TikTok je? Oziroma bom rekla, ki mogoče nismo tako blizu si s TikTokom, no? Da nam majčkeno razložiš, kako to poteka, no? Ok, veliko različnih razlag bi lahko bilo za to. Jaz bi rekel temu preprosto ena zelo dobra aplikacija, ki so jo uspeli narediti in je zasijala lani oziroma leta 2019 v Sloveniji. Mogoče 2020 še malo bolj v Sloveniji. Preprosto je poudarek na videih, v nasprotju z ostalimi platformami, ko je bilo prej mogoče malo bolj proti slikam, naprimer Instagram, Facebook. Vse so bili tudi videi, ampak TikTok je pa res straight forward, dajmo delati videe in je všeč mi je, ker je zelo preprosto ustvarjati. Ti imaš v bistvu že neke smernice in te efekte in vse in neki trendi se dogajajo skozi na aplikaciji. Da sploh ni taka težava. Malo moraš biti kreativna duša, pa lahko narediš nore vsebine. Se pravi, narediš si en profil, pa sam postaš. Ja. Deluje pa približno podobno kot ostale platforme. Narediš si profil, in potem je v bistvu poudarek bolj na vsebina. Nimaš nekega opisa, veš, tako Facebook, kuk si star, gor pa dol tega. Imaš svojo prikazno sliko, svoje ime in ostalo je sam tvoja vsebina, kar objavljaš. Ok, in kak si ti zdaj v bistvu začel, ko so zdaj prišli, ne vem, sošolci, pa so rekli, čuj, Žiga, ti si taka faca, ti bi se mogel posneti, pa platni, pa kak je prišlo? Ne, ni bilo glih tak. V bistvu sem spremljal, na Instagramu sem videl večkrat, da ljudje, ki jih jaz spremljam, govorijo o TikToku. In potem sem si ga dal potegnil in sem šel pogledat in sem jaz scrollal ta TikTok in sem se takoj zaljubil, ker prvo, feed je bil full frame na telefonu. To pomeni, ko ti scrollaš med videi so čez cel ekran na telefonu. Spet v primerjavi z ostalimi feedi, mogoče Instagram, Facebook, ko imajo samo kvadratke in ostalo je, pa imaš opis, gori že druga objava skače. To mi je bilo ful dober, pa takoj sem videl ene ful dobrih vsebin in ful dobrih mogoče komičnih skečov na nek način, s katerimi pa se jaz želim že od nekdaj ukvarjati. Tudi že prej, ko sem na YouTube objavil, je bil poudarek bolj na komediji in tako naprej. In tu je bilo pa kratki komični skeči, kar sem pa komaj čakal, da pride nekaj taga, ker sem imel že prednji aplikacija prišla ogromno idej. Ok. To sem hotela vprašati, to je bilo moje v bistvu naslednje vprašanje, odkot ideje, kje jih pobiraš? Pa kak biti originalen, mogoče to je še tudi eno podvprašanje, ker se mi zdi, da je toliko tega, da zelo težko najdeš nekaj, zdaj odkriješ nekaj novega, no? Ja, sigurno, mislim, vedno, komedija je neskončna, ne, pač to gre v nedogled, vedno bo nekaj novega, vedno bo neke nove fore. Če greš vsak dan scrollat TikTok, boš vedno našel nekaj, kar še nisi videl. Pa ne bi biti vedno komedija, lahko je karkoli. Zdaj v mojem primeru je bilo tako, mi smo že, jaz in moja družba smo bili nekako že v tem svetu komedije, mi smo se skozi pogovarjali o idejah, veš, kaj bi lahko naredili, če bi naredili tudi kratek filmček, to bi bilo bolano. In pač že nasplošno smo bili take neke duše komikov, ki smo se radi izražali na tak način že v družbi. Teda, ko je aplikacija prišla, jaz sem bil ready, jaz sem imel 100 idej v sebi, v glavi, brez da sem si jih napisal. Potem od tam naprej je šlo pa preprosto iz vsakdanjega življenja najbolj. Jaz verjamem, da se tudi tebi, mogoče kdorkoli gleda oziroma komorkoli se dogaja sigurno dosti komičnih stvari v vsakem dnevu, ampak odvisno je, kako gledaš na njih, pa kako bo nekdo drug mogoče pogledal na njih. Vedno se najde nekaj. To definitivno, ja. Mislim, danes sem jaz malo pregledala te tvoje videe itak, ne? In res se najdeš v teh situacijah, no, tako zelo dobro popisujete bolj to s temi videi, no, kar nasplošno doživljamo vsi, ne. Zdaj pa se pravi, imaš en krog ljudi, ki skupaj ustvarjate te zadeve, tudi tvoja punca je tiktokerka mimogrede, ne. Kaj je to, imate kako rivalstvo, se kaj zdaj okrog tega kregata, kjer je bolj uspešen? Ne.
Ona je pa na Instagramu boljša, tako da je čisto redo. Aha. Ne, nikoli ni bilo, tudi v moji družbi, v mojem krogu frendov, ima marsikdo TikTok, pa redno ustvarja gor. In to je v bistvu sam dobro, ker si sam pomagamo, več glav, več ve, in nekdo reče, razmišljal sem o tem, in pa smo vsi ostali tak, ja, to je ful dober, kaj si pomislil, da bi to naredil zraven, ali pa jaz zdaj pridem, imam bolano idejo, in pa mi nekdo reče, kaj si pomislil, da bi tak naredil, pa jaz, ja, to je ful dober. Teda, vse, kar je tu, je samo dobre stvari in sem še več idej in več kreative, nikoli ni bilo nič slabega, no. Pa zdaj, ti imaš večinoma, kakor sem gledala, v slovenščini zadev, ne? V Sloveniji nekako že dost velik trg, kar se tiče nekih ljudi, ko te spremljajo, ali je boljš mogoče delati vsebino, pol tudi v angleščini, verjetno je, vsekakor, ne? Jaz sem že dostikrat razmišljal o tem, samo je bilo vedno tako, če delam v angleščini, ne bom nikamor prišel. Moji videi bojo mogoče dobri, ampak če gledam malenkost business-wise, ne bom pa se mogel živeti od tega. Razen, če bom ekstra dober, pa bom tak prekosil marsikoga v angleškem jeziku, kar je bilo ful težje. Dosti je bilo for, ko sem se jih originalno spomnil v angleščini, včasih mi glava kar normalno v angleščini razmišlja. Je bilo dosti takih for, pa sem pa mogel v bistvu ga prevedeti v slovenščino, pa tak narediti, ker sem vedel, mogoče mi bo šel video viral, ampak če bom delal tak, me noben brand ne bo najel, da bom pač delal z njimi ali pa karkoli. Pa mogoče pol v prihodnosti enkrat se vidiš, da ko bi že to tako se razrasli, da bi vseeno se usmeril tudi tja, ali ne, sploh? Mogoče v kakem drugem smislu, verjetno ne, ker tudi recimo jaz originalno prihajam iz YouTuba, kjer sem snemal vloge. In smo se dostikrat pogovarjali tudi, bi bilo kul, če bi snemal v angleščini, ampak moji vlogi so čisto situacijski in kar počnemo čez dan in take stvari. In najboljši content je bil, ko je bila družba, ne vem, 5, 6, 8, 10 ljudi in je bilo zabavno, ker pač tisto, ko to gleda, je zraven, on vidi, on se ima fajn zraven, vsaj jaz upam, da se ima. In če se mi pogovarjamo v angleščini, ne bo to, ne bo sproščeno, ne bo spontano, ni nič več od tega. Zdaj tudi komični skeči, ne vidim se zaenkrat v prihodnosti, da bi jih delal na kjerikoli platformi v angleščini, ker mogoče bom imel malo več ogledov, ampak konec koncev ne bom imel pa nič kaj več od tega. Pa mogoče, kaj bi rekel, da je ta neka virtualna tvoja osebnost kaj drugačna, jaz nimam zdaj takega občutka sicer, kot ti, ali si kar to, kar si tudi pol v svojih videih, pa te to v bistvu pol nekako naredi tako uspešnega? Ja, more or less je to, razen v primeru, da igram kak karakter ali pa da igram mogoče sebe, pa moram samo malo poudariti nekaj za dobro videa. Ampak recimo tudi Instagram story je najboljši približek. Tam dejansko delam to, kar sem, ne bom igral nekoga drugega. Tudi ljudje vidijo, da ni pristno, če bi slučajno to delal. Ja, to definitivno. Mislim, da je res, da se vidi, karkoli se v bistvu naredi nekako s srcem pa z dušo, da si... Ja, sigurno. Pa omenila smo že prej biznis, kaj se da v bistvu od TikToka živeti kot tak, ali se bo mogoče dal živeti, ali kakorkoli, kako to funkcionira, no? Se da že zdaj, jaz imam mogoče to srečo oziroma kakorkoli, pač prvi sem bil na aplikaciji v Sloveniji, da sem res objavljal ogromno, pa za takrat očitno niso bile tako slabe vsebine. In ja, definitivno se da. In to mogoče ne samo z influencerstvom, ko mogoče marsikdo misli, da to pa zdaj pomeni, da bomo promovirali slabe stvari za denar. Sploh ni to. Ti, če imaš znanje o platformi, lahko prodajaš to. Ti, če si dober v vodenju profilov, lahko je to TikTok, lahko je Instagram, lahko je karkoli. Če te to veseli, če se znaš dokazati v tem, če znaš dati svojo pot in kako bo šel in veš, kaj delaš, lahko živiš preprosto čisto od tega. Tako da ja, da se živeti od TikToka, pa ne samo po eni črti. Že zdaj v Sloveniji se da po čisto več poteh iti in živeti od TikToka. Pa mogoče je to tvoj, se vidiš
v življenju še kje drugje, ali bi se želel s tem ukvarjati in izrecno recimo s tem? Ne, zdaj trenutno delam ogromno na svojem filmu, ko ga hočem posneti in zdajle mi je to čist prioriteta. Mislim, ja, valjda bom objavljal še naprej content, zato ker pač je cool, ker tudi hočem to delati, ker mi je v veselje, ampak zdajle sem res hungry, da posnajem svoj film. Jaz sem ga napisal in jaz ga bom režiral in zaenkrat se ful v tem vidim, ampak ne moremo pa nikoli reči, kaj bo pa naprej. Bom videl po tem filmu, kaj se zgodi, če mi uspe do tja prideti. Super, ker to sem hotela reči, ker se mi zdi, da če že nekaj takega delaš, pol se po mojem takoj že vidiš v neki filmski industriji oziroma da bi naredil nekaj večjega, neko delo tak, ne? Ja. Pa si Sigurno, ja. to je čisto zdaj nek začetek, so to neki zasnutki, zdaj rekel si, da si že napisal, da ga boš režiral, to je že v izdelavi, potem v končni fazi že imaš kaj izplenjen, da bo fiksno, ali je to še bolj v ideju, mislim, v razvojni fazi mogoče, no? Ideja je bila že približno kakšne 5 let, ampak 5 let nazaj se jaz nisem sploh čutil, da bi lahko jaz napisal scenarij za ta film. Zdaj, ko sem že nekaj stvari naredil, sem imel malo izkušenj, ne v filmskem svetu seveda, ampak v mogoče scenarije za kakšne kratke skeče, delali smo, ne vem, kak tak ogromen joke za moj YouTube kanal in je bilo potrebno tudi skoreografirati in zrežirati in napisati celotno stvar. In potem sem se lani odločil, da ga bom jaz napisal, da sem ga sposoben napisati, oziroma pomagal mi je dosti Robert Kladnik, ko skupaj ustvarjamo TikToke pa to. In sem jaz bil tak, kako bomo mi naredili film, stari, ni šans, pa rekel, pa daj ti napiš, pa jaz pa ni šans, ne morem napisati. In pa je to trajalo in pa me je prepričal in pa sem tudi jaz začel pisati in sem bil, ker poznal sem pa vse, jaz sem, tukaj sem spremljal že po YouTubeu, mogoče filmmakerjev, scenaristov, vse, prebral sem scenarije o filmih, ki sem jih gledal in sem bil všeč. In jaz sem vse vedel, kako mora biti scenarij postavljen, kje mora kaj pisati, kaj se dogaja. Imel sem to žilico, da sem znal dosto pisati dogodek, da nisem sam napisal, on pride skozi vrata. Jaz sem vedel, on mora izgledati tak, on mora imeti oči tja, on mora imeti tak obraz, on mora tak. Se pravi, ko jaz sem potem dal scenarij za brati svojim frendom, je bilo jasno, ni bilo kaj veliko vprašanj, pač je izgledal kot nek proper scenarij, vsaj kakor tukaj, no. In zdaj je bila to ideja, mogoče zdaj teh 5 let, potem sem napisal scenarij, potem smo bili, kako bomo zdaj mi to posneli vse, pa itak ni keša in pa smo šli čez vse opcije, kje bi lahko dobili denar in zdaj smo mogoče pri eni počakali, ki se zdi dosti smiselna in zdaj se res fejst trudimo dobiti vsaj ta budžet, da lahko posnajemo. Marsikdo, hvala Bogu, imam tako ekipo zraven, da pač verjame v ta projekt, da bi delala tudi zastojn, problem je pa pač bencin in hrana in da lahko pač preživimo ta mesec, 2, ko bomo snemali. Tako da ja, bi rad rekel, da se bo zgodil, no. Super. Pa sklepam, da ne bo to neka drama, ampak bo šel bolj v komične vode, ne? Ja, je bila osnovna ideja čista komedija, ampak zdaj, ko je scenarij šel čez 1., 2. in 3. draft, je pa že je dobil čisto neko drugo globino, ko je bil mogoče na začetku, je mogoče malo comedy, crime, mogoče malenkost drama, no celo. Ja, ker temu mislim, da v Sloveniji ne moremo pri filmih nekako izognati, ker tudi če nočemo, je pa nekako drama malo, ne? Ja, na nek način, mogoče, ja. Pa tako si rekel, tudi se mi zdi, glede na to, da tako, ne vem, videe delaš, tako da nekako ni bolj težko. Je težko mogoče napisati točno besedilo, ampak spet, tako si rekel, če ga pišeš za ljudi, ki jih poznaš, imaš že neke res korenine, no? Zdaj sam skladati potem do konca, ne? Ni tako. Sigurno se pozna, ja, recimo en karakter v filmu bo sigurno igral Robi in ko sem jaz pisal ta karakter, jaz sem vedel točno, kaj moram napisati. Točno, ker line mora on reči, da bo to, ker se poznama že od malega in pač je ful pomaga, ja, če imaš človeka v glavi, sigurno. Definitivno bi rekla, ja.
Pa kaj pa tole, mogoče te ljudje že ustavljajo tudi na ulici, tako se ti zdi, da si dosti prepoznan postal s tem, ali še ni to Ja, mogoče? ne bi si mislil, ampak ja, ko ni bilo karantene, se ne spomnim, kdaj sem šel ven. Mislim, ja, tudi ko sem šel psa pelat 10 metrov od bajta, je bil kdo, ko se je z avtom pelil, In ja, ne moreš verjeti, dejansko nisem si mislil v lifeu, da bo od TikToka oziroma od neke platforme. Po drugi strani pa, kako srečo imamo, oziroma ima vsak človek šanse, da si potegne dol aplikacijo in lahko iz tega ustvari ogromno. Ja, to se mi zdi, da je dejansko tudi, tako si zdaj recimo bo šel v film, naprimer, ne, da je za nas, ki smo mogoče mali ljudje neki, pač tiste sanje o igralstvu, pa ne vem kaj, mogoče malo bolj dostopno pol s tem, ne, in se lahko tudi izražaš to s tem, sam pravi ljudje te pa morajo tudi videti, ne, oziroma prepoznati. Ja, sigurno. Mislim, film je itak, če bi zdaj jaz iz tega, kar imam, se pravi TikTok, YouTube na nek način, takoj ko rečem, da bom delal film, pri marsikomu oziroma vsaj ljudeh, ki se spoznajo na film, so sigurno po mojem tak, no way, to ni tak simpel. In jaz se tega čisto zavedam, ja, to ni tak simpel, pa tudi jaz bi rekel, če bi to slišal, bi tak, ok, let's chill, to je še vedno, je to film, tu lahko fejlaš, tu lahko fejlaš, ampak prva stvar je itak pač to, kar si želiš in pač moraš probati, če ne boš probal, jebi ga, ne bo nikoli. In pač, da verjameš v sebe, ne, to 50% že narejen, če verjameš. To je res. Kaj pa mogoče do zdaj, kar si delal, imaš mogoče neko najljubšo svojo zadevo, svoj video, ko si res ponosen na njega, ko rečeš, to je pa res, v okvir si ga bom dal na steno. Mogoče bolj na YouTubu, kot na TikToku, zato ker logično na TikToku je pač vedno bo par sekundni sketch, ne morem biti neki lahko sem, ta fora mi je pa tako fajn ratala, ful sem ponosen na njo, ampak je to. However, na YouTubu smo pa imeli enkrat dejansko, delali smo Niki za rojstni dan eno presenečenje in mi smo imeli 2 tedna vaje prej, ker je bilo, jaz sem pa ta video editil doma, sem ga pač skrajšal pa pokazal. Jaz bi lahko objavil cel 4-minuten one shot, ker smo ga tako perfektno zvadili, vse je šlo čist smooth. In to je bilo 10 ljudi na kupu, smo pač prišli v njeno kuhno domov in od tam naprej je bila akcija in pač folk je kar igral in točno smo se zmenili, ko se to zgodi, prideš ti noter, začneš igrati kitaro, ko se to zgodi, vsi tišina, se zgodi to in mi smo to 2 tedna vadili. To je mogoče en tak projekt, ko sem malenkost ponosen, ampak bolj v to, da mi je uspel prepričati ljudi, pa da so verjeli, da bo to dobro. Konec koncev je izpadlo ful dobro. To pa mogoče, ko smo snemali vlog, ko smo šli na Bled, v Bled Rose Hotel, smo šli na neke vrste zaključek, smo šli z frendi in ekipo, kot zahvala za to, kar sem prej razlagal, da so mi pomagali narediti tisto presenečenje. In je bil tisti je pa Matic Gabriel snemal in je bilo čist perfektno. Res, tisti je bilo pa odlično. Ta 2 videa sta mi mogoče tak, da sem najbolj ponosen na nek način, čeprav ni to zdaj neki, nisem ful, ampak za neko slovensko YouTube sceno, ja, lahko rečem, da sem ponosen. Kaj boš zaupal naslove, da lahko grejo ljudje vmes malo pogledati? Za YouTube, en je, vse sem pa pozabil, sam sekundo. Žiga Kukovič je kanal, ker imam več kanalov, en je Žiga Kukovič in mislim, en naslov je, kaj se je zgodilo v hotelu, to je od tega Bleda video. Ta je v bistvu čist drug stil, ta je ful bolj cinematik, ko je snemal Matic, smo šli na to lepo varianto, tak mora dati. Vsi ostali vlogi so first person, pač jaz imam kamero v roki in se dogaja, kar se dogaja. On je bil pa, McDonald's smo preselili k njej domov. To je bilo pa to. To je pa v bistvu, če je kdo tu zasral, sem jaz zasral, ker sem preslab zmonteral. Vsi, ko so bili tam res perfektno odigran, vsi so bili perfektni. Jaz bi lahko sam še boljši zmonteral, da bi bil video boljši. Tako da jaz upam, da ta ista ekipa bo pol tudi v filmu in da boste to speljali 1 uro pa pol snemanja, vse boste naredili, to je to.
Ne? Ja, upam, da, ja. Veš, kaj sem da še hotela vprašati, to je še eno tako vprašanje, ko me mogoče zanima. Pri TikToku nasplošno, ko ljudje lahko komentirajo videe, seveda, ne? In imaš mogoče izkušnje z nekimi, tako se mi zdi, da vse povsod virtualno se najdejo, seveda, neki negativni komentarji. Se ti zdi, da imaš dosti izkušenj s tem, ali da je zdaj TikTok tak neka virtualna zadeva, kjer se cedita med in mleko in ni teh težav, ampak verjamem, da ljudje vseeno se v tem nekem virtualnem svetu zelo grdo lahko tudi nekako izražajo, ne? Si imel mogoče kakšne probleme, naletiš na to ali tega ni? Ja, sigurno se cedita med in mleko, ampak v smislu, kako dober je videe pušal mogoče nekaj časa nazaj, to je bilo pač nerealno, mogoče zato, ker ni bilo toliko dobrih ustvarjalcev in ko si dal malo boljši video od povprečja, je kar šel. Ful dober je TikTokov algoritem, to pač ful dober se pogrunta. Če lahko sem še to, fora je, če imaš ti 5 sledilcev, 10 sledilcev, pa narediš jak video, lahko ima 100,000 ogledov. Zato je to ful dober, ker je glavni for you page, ni glavni following feed. Na Instagramu moraš ti followati ljudi, da jih spremljaš. In pa imaš tisti explore, kdo gleda explore, ne? Na TikToku je for you page glavni. In to pomeni, to niso ljudje, ki jih followaš. Imaš levo, lahko gledaš ljudi, ki jih followaš, imaš pa for you page, ki ti deva to, kar ti gledaš, to, kar je te všeč. In se pač robot uči iz tega. In lahko ima vsak ustvarjalec lahko ima najboljši video, z največ ogledi, pa ni važno, koliko ima followerjev. To je ful dober. Kar se tiče hate komentarjev in tega, jaz moram reči, da sem jih mogoče imel zelo malo izkušenj, ampak ko sem gledal pa mogoče ostale ustvarjalce, ko so imeli težave, ko sem gledal v komentarjih, kaj vse se tudi dogaja, jaz če sem ga dobil, sem pač ga ignoriral ali pa sem mu lajkal komentar, ker nekdo, ko mi je napisal, ti si zabit, pa sem mu lajkal komentar, je bil po mojem tak, čak, kako zdaj jaz to naredim naprej, ne, in pač ja, in vse je čisto simpel, pač itak da bojo, mislim, če te spremlja, če imaš videe, ne vem, lahko imaš tisti 10,000 ljudi, lahko gleda tvoj video, pa da se en ne bo najdel, ko mu ni všeč, itak da se bo, vedno bo to in pač, ja, pač to se, mislim, tu bi dal sam pač na svet za kogarkoli, pač ne se sekirat, vedno bo hejt, vedno bo to, pač pejt naprej, njim ne ukvarji se s tem, sploh pa mu ne. Čeprav, včasih bi bilo smiselno nekomu razložiti, to pa ni cool, daj se pač, zakaj želiš drugemu, da se slabo počuti. Pač če ti ni všeč, pejt naprej, ampak tisto, ko je to napisal, tudi verjetno tega ne bo razumel, pa boš ostal v nekem loopu, ko se boš z njim kregal, tako da pač, ja, nažalost, ja, mislim, nisem imel pa neki ful izkušnji, ker sem ga pa navadno ignoriral. Tako da imaš nek zdrav odnos do tega in to je to. Pač. Ja, bi rekel tako, ja. Ok, pa mogoče za konc bi te še vprašala, kaj bi svetoval nekomu, ki bi se začel s tem ukvarjati, kakšne ovire naj premaga, kako naj postane uspešen, na primer, kaj bi svetoval mladim, no? Da preprosto sam prvo kot prvo ne se sekirati ali pa obremenjevati, kaj bo kdorkoli rekel, zato ker to je prva stvar, ko te ustavlja od česarkoli, nikoli ne boš uspel v nečem, če se boš sekiral. Pa je lahko to TikTok, lahko je to šola, na katero se boš upisal, lahko je to, ne vem, strah pred javnim nastopanjem, karkoli. Pač ja, vse boš živčen, ampak pejt čez to, vedno pejt čez to, če ne bo pač nič, nažalost. In da, če pa gremo za TikTok, da čim več objavljaš, ker več, ko boš objavljal, bolj se boš učil. Ne iskati perfekcije. Jaz, ko sem objavil prvi vlog na YouTubu, jaz sem ga pogledal, pa sem bil, to je za en drag. In drugega, in to je za en drag. Ampak jaz se ne bom nikoli naučil, če ne bom objavil za tega, in potem je bil mogoče 30. vlog, ki je bil tak, ta vlog mi je pa všeč, eden izmed tukaj, ampak jaz se ne bom drugače naučil. Jaz, če bom snemal, montiral in ne bom objavljal, se ne bom naučil, ker se ne bom zboljšal, ker se ne bom dal v to vodo, kjer moram splavati, ker bo pač sam na mojem računalniku in ne bom čutil nobenega pritiska, da se zboljšam. In
na tak način. Se pravi, sam objavili čim več pač in od tega se boš ful učil in pač da mogoče da konsumaš tudi veliko kontenta. Čeprav v večini primerov mogoče to folk potrebuje, eni pa sploh ne. Jaz sem imel obdobja, ko sploh nisem scrollal TikToka, pa sem sam delal nove videe. Ti pa definitivno da neko širino, če scrollaš in ti da malo zamisliti. Ona je pa naredila pač make-up na tak način, se pravi, lahko jaz naredim za Božič to varianto, pa bom ful dober. Pa karkoli, recimo. Čim več objavili, pa ne se sekirati. Glavno je to. To mislim, da si zelo dobro povzel tisto, kar je recept za uspešnost. No? Ja, ni džiga. Jaz bi lahko debatirala v TikToku še nekaj časa, ker mi je zelo zanimivo. Ne vem, mogoče si bom še manjkrat počakala s tem, se mi zdi, da te kar noter potegne, pa ne nehaš. Hvala ti, da si bil z nami. Enako. Vi pa nas spremljite še naprej, spremljite naše podcaste in se vidimo. Čau! Čau!